Hvala, Jože, zdaj si že vse povedal. Pa bom se jaz kljub samo potrudil še kaj dodati. Čeprav ob tako eminentnih predgovornikih je zelo težko karkoli novega dodati, pa kljub vsemu se mi zdi, da smo morda pozabili na nek čas, ko večina od vas še niste slišali za Franceta Tomšiča. Namreč Francet Tomšič, s Francetom Tomšičem sem se jaz srečal pred 31 leti v Novem trgu, torej enem delu mesta Kamnik, v krajevni skupnosti, torej v najnižji veji takratnega načina odločanja, ampak vi morate vedeti, da tudi krajevna skupnost, vsaka krajevna skupnost v tej državi, mislim, v bivši državi, je bila organizirana kot država v malem. Torej, morali so imeti torej, krajevni odbor Zveze komunistov, morali so imeti potem krajevno organizacijo Zvezo borcev, krajevno organizacijo ZSMS in tako naprej. No in tam sem tudi jaz v mladinski organizaciji, v Novem trgu, sem jaz tudi torej nabral prve te izkušnje in se tudi prvič srečal s Francetom Tomšičem, ampak to na zelo zanimiv način. Nimam teh fotografij, da bi pokazal, ampak tam, ki je zdaj Kamniška gimnazija, je bila tam še ena velika šupa in tam je bila predvidena gradnja 8-nadstropnih blokov. In mi takrat stari približno ne vem koliko let, relativno mladi, smo si zamislili, da to pa res ne bo v redu in smo imeli akcijo in je tam pisalo nočemo blokov, hočemo gole, ne, take ogromne črke in smo šli na sejo krajevne skupnosti Novi trg. In seveda imeli smo pravico besede, ker smo bili organizirana politična organizacija znotraj Zveze komunistov, tako so rekli, ne, in smo imeli vse pravice, da govorimo. Ne. In smo pač povedali, da nočemo blokov in da hočemo gole. In kdo je v roko dvignil drug kot Francet Tomšič? In je rekel, zdaj pa povejte, kaj bi radi in dajte predloge in napište. To je rekel Francet Tomšič in se celo tako, zelo ukazovalno, zelo tako, ne. No in mi smo res napisali, ampak mi zdaj tega ne najdemo več doma, čeprav je to pisal moj brat. Predlagali smo, da tam gor nad Tomšičevo hišo zgradijo naselje, ker tam gor je slab gost, to vse pisalo noter, no in zdaj je tam res to tako. Takrat sva se srečala. Naslednje leto se je pa France oglasil pri nama z bratom in naja je prosil, da se vključiva v tako imenovani odbor proti nacionalizaciji vseh zemljišč na našem območju. Namreč šlo je za to, da v tistem času se je po tistih popitovih ali čigavih že čistkah v partiji so se pač pojavili novi oblastniki, mlajši kadri, tudi na lokalnih ravneh, s tem, da je treba pač to upozoriti, da občinska raven je bila organizirana kot država. Se pravi, občina Kamnik je imela vse organe kot država. To je bila država v malem, ne? Celo predsednik skupščine občine je odločil, kaj bo delal komandir milice. No, to je bil tisti čas. Hotel sem povedati, v tem času smo se s Francetom Tomšičem srečala in v tem času, od takrat naprej, so se nama poti križale. Francet Tomšič je zelo zgodaj, že leta 1996, pristal dr. Humarjevi, da naredi članek o tej tako imenovani nacionalizacijski aferi v Novem trgu. In v tem članku jaz izpostavljam ta njegov citat, v katerem on pravzaprav se zaveda, da v tem trenutku, ker smo še vsi živi, še vsi aktivni, je zelo težko soditi in da bo čas prikazal in zgodovinari in tisti, ki se bodo pač nekoč s tem ukvarjali, prikazal, kakšen je bil morda ta njegov sodelovanje, prvič se je srečal v Sloveniji s to, bi rekel, da se je izpostavil politično, kakšen je bil to, na primer, vpliv
za premike v miselnosti slovenske partije, v kolikšni meri se je s tem pospešil proces demokratizacije v Sloveniji in tako naprej. V tem je takrat France razmišljal leta 96. 96, ki je to pisal, govorimo. Ne? Ja. Ja. No, zdaj, kaj je hotel Frances Tomšič s tem povedati? Ne? Zdaj, to, kar je zdaj on hotel povedati, mislim to, da jaz govorim, kaj jaz mislim, da je on povedal, ker jaz pač ne vem, kaj je on mislil s tem, ampak kljub vsemu menim, ne, hočem povedati, da demokratizacija ni bila naključje. Ne? Ni mogla biti naključje. Nekdo je mogel to narediti. Še manj, da bi se to zmenili znotraj Zveze komunistov Slovenije. In še manj, da bi bil nekje v zadnji nek tihi dogovor med neko opozicijo in pa Zveze komunistov. Na drugi strani se mi pa zdi, ker smo danes slišali na več načinov isto, se mi pa zdi tudi to, da osamosvojitev Slovenije ni bila samo rezultat intelektualnega dela znotraj kroga slovenskih pisateljev, kar se zelo pogosto sliši. Tudi ne delovanja tako imenovanih civilno-družbenih gibanj, ki so se tudi pri torej na univerzi nekje zbirali. In tudi ne torej samo posledica sprožanja nekih novih vsebin, alternativnih vsebin, alternativnih medijev, Radio Študent, Mladina, v Mariboru je bil še eden, potem pa posod pa Tribuna, pa posod je bil samo Resnik zraven in pa tako naprej. Ja, ni bilo to. Zdi se mi, da je bilo potrebno poleg tega, ne, da to se je pač se dogajalo v tistem trenutku, ampak to so bila na eni strani razmišljanja, na drugi strani tudi provokativna in tako naprej, ampak v bistvu mi smo živeli svoje življenje, mi izven Ljubljane smo živeli na nek način svoje življenje. Jaz se spomnim, naprimer, ko sem bil v tovarni, oni so komaj čakali, vsi ljudje so komaj čakali, da bo moped šel, ampak mi morate vedeti, da moped šel je inštalacija, ki je bila načrtno torej usmerjena v to je bil agitrop. Ne? Torej, potrebno je bilo predvsem oblikovati širšo fronto ljudi širom Slovenije. Ne? Ljudi prepričati. Vse to, kar tle piše. In pa, kar je najbolj pomembno, prepričati, da se znebijo strahu. Jaz bom povedal eno, mislim, da ker sem v tem panelu, da se lahko tudi kaj osebnega pove. Ko na Božič leta 1986 je v takratnem Telexu išel članek, tam je tudi na enem od Trojanski konj v Kamniku se imenuje ta članek. No in ta članek je išel na Božič, namreč Božič je bil normalen delovni dan, ampak midva s Francetom sva tisti dan rekla, da bova, ker bo išel Telex, to je za naj praznik, pa to sicer je Božič praznik, da bova doma. Ne. Takrat je bil France sam, družina je bila v Nemčiji, lep dan je bil, sonce prišel in jaz sem prišel k njemu. In kaj mislite, zakaj so se mi takrat pogovarjala? Pogovarjala so se, kakšno garderobo si za vsak slučaj pripravila, če bodo pač želeli, da greva kam na počitek. Tako. No, zakaj sem hotel to povedati? Zakaj? Zaradi tega, ker to, kar je pomembno, se mi zdi predvsem to, da potreben je bil nek zgled, potreben je bil nek simbol, potreben je bil človek, ki je to zmogel, ki se je to upal narediti, ampak na drugi strani je bilo pa potrebno še nekaj v tistem trenutku. Očitno je, da pa so obstojali tudi neki načrti, neke postopne demokratizacije, ker jaz sem prepričan, da intelektualni potencial, ki so ga imeli v Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, je bil dovolj močan, da so znali delati in pa SDV, da so znali delati tudi analize, da so tudi znali primerjati torej svetovno dogajanje in pa napovedovati neko srednjeročno prihodnost.
tako, da se pravi, France je bil vedno v prvih vrstah v Novem trgu, Kamniku, leta 86, v Titovih zavodih, namenoma uporabljam ta izraz. Zakaj? Zaradi tega, ker ta tovarna ni bila čisto navadna tovarna. To je bila tovarna, v kateri je bilo preko 3000 ljudi. A sem še premalo povedal, gospod? Ja? Še tako, ne? Ki je bila organizirana na nek način po vojaškem principu, ni imela zastonj imena Titovi zavodi, to je bila elitna tovarna, ki je delala za električne centrale, ki so bile na nek način v tistem času recimo nek način temelj gospodarske politike Slovenije. Mislim, pa ne mislim centrale, ampak elektriko so rabili, se pravi v bistvu energetsko potrašna industrija v celi Jugoslaviji. V tem smislu govorim, se pravi to. In pa potem na kongresnem trgu. In na tak način je počasi iz Kamnika naprej, ne, ko ga še nihče ni poznal, osvajal delavske množice. In pošteno, mi smo brali v Novem trgu, vam povem, France je tudi bral, še zdaj ne vem, ki ima 57 številko Nove revije, ki mu je moja žena posodila, pa jo ni vrnil, mislim toliko ne. Ampak kljub vsemu. Kaj hočem povedati? Tukaj tle piše dejansko, ti ljudje so o teh stvarih govorili, provocirali, pisali in tako naprej. Mi smo to brali in vzeli hudo za res. In takšnih je bilo v Sloveniji, ne samo v Kamniku, so bili tudi drugje, pošteno povedani. Ljudje so se organizirali tam, kodar se je pojavljalo neko nezadovoljstvo, torej znotraj tega so se pojavljala nova in nova jedra. V vsakem primeru je šlo za socialno stisko. In v kakšnem času se je to dogajalo? Jaz sem to namenoma izbral. To je tole, kot tlele piše, je povedal novinarju za Božič leta 86 en visok občinski funkcionar kamniški. Ne? To je leta 86, je takole je razlagal novinarju in še celo baje, da je bil tako, da so se mi oči svetle. No, približno tako je pa potekala na nek način neke vrste ironija v istem času, to se pravi, da dejansko se je na Radiu Študent zaznalo, da v bistvu je neka razlika med njihovim razmišljanjem in pa med tem, kaj se v resnici dogaja. Se pravi, v Kamniku se je še vedno v tistem času čutil ta stalinistični diskurs, s tem, da to, kar je tle napisano, ni bilo ravno v povezavi z nacionalizacijsko afero, ampak je bilo v povezavi z v tistem letu tudi prepovedjo torej Balantičevega recitala na Malem gradu. Ker tisto, kar je bilo danes že večkrat povedano, ne, želeli so, da se stvari dogajajo v zaprtem prostoru, ne na odprtem prostoru, to je bil tudi Cankarjev dom, no pa to je bil tudi Mali grad. Ne. Zaprti prostor, tam ja, zunaj ne, zaradi tega, ker zunaj potem je to vse drugače videno. Simbolni pomeni so predvsem v tem, da Tomšičevega, torej tega samega litostrojskega dogodka, da se je to dogajalo v elitni sredini takratne oblasti, da se je to dogajalo v Cankarjevem domu, ki je bil tudi elitni. In pomembno je, da je tukaj padla iniciativa za novo sindikalno organiziranje in iniciativa za prvo stranko dejansko v tem bloku držav, v katere smo sodali tudi mi. Ne? In to, kar se mi zdi, da je bistveno, zakaj se je šlo v tistem času to sporočilo, se pravi v vsakem primeru, ja, socialistični sistem kot takšen, ne, ko sem se v šoli učil, si moral znati našteti vse družbene rede, a ne, in seveda pridemo potem socializem in potem je pa komunizem in kaj komunizem je, to je pa potem zdaj že tista brezrazredna družba, medtem ko v socializmu so nas učili, da smo mogli znati, drugače ni šlo. V socializmu imamo pa proletarce in pa ostanke bivših družbenih razredov. No, mislim, gospod Prunka, sem vse to prav povedal, ne. In v čem je tega razumevanja, se pravi, šlo je dejansko za to, da se opusti torej
zgrešen socialistični model, da se premaknemo v vladavino prava in da se začnejo temeljne človekove pravice dosledno spoštovati in ena od teh pravic je tudi pravica do stavke, ki smo danes večkrat govorili, in pa do političnega združevanja. Tako, Tomšič je svoj zenit dosegel na Kongresnem trgu, kodar je predlagal ustanoviti državo z vsemi atributi. Kaj se je dogajalo po tem njegovem zenitu, je torej brez komentarja popisala dr. Peskova, brez komentarja. Mislim pa, da na naslednjih srečanjih bodo potrebni tudi komentarji, kaj vse se dogajalo, ampak mislim, da danes je bilo že marsikaj v tem povedano, ampak kljub vsemu lahko vam povem, da ta jesen po tem majskem nastopu Francetovem je bila za njega izjemno težka. On se je pogosto iz Ljubljane vračal in se je prvi glasil pri meni. Jaz sem se določene priimke in imena zapomnil. Najbolj se nasmehnem, kadar gledam kakšno proslavo Zveze borcev, namreč predsednika zdajšnjega, za njega sem največkrat slišal, kako je to bilo. Kaj je bistvo Franceta Tomšiča? To ste danes že povedali, ampak zdaj, ker imam jaz svojo besedo, lahko tudi sam povem. Razumljiv govor, stik z ljudmi je hiter našel, ampak tisto je bistveno, znal je poslušati. Se pravi, ljudem ni predaval, ampak je znal poslušati. In tisto, kar pa meni nikoli ni bilo pri njemu všeč, vedno je potem tudi iskal, če je vedel, da sta dva med seboj na nek način v nekih, je bi rekel, različnih mnenjih, je iskal neke skupne rešitve, kar se meni včasih niso zdeli možne, ampak pri njemu so bila ta tolerančna polja možnosti bistveno večja in to je bila njegova veličina. In pa tisto, ne vem, če zna kdo povedati za njegovo ozadje in za njegov nahrbtnik. Ne? To je bil njegov problem in to je bil tudi njegov problem Kongresnega trga. On je s tem, kar je počel, pridobival veljavo ravno zaradi tega, ker njemu nihče ni mogel reči, to je pokvarjen politik, to je karkoli. France je rekel, v politiki, v demokraciji je potreben tudi prepir, je potrebno tudi soočanje mnenj. Politika ni prazno mlatenje besed. Nekaj podobnega je celo nam razlagal 4 dni pred smrtjo, ko je imel svoj zadnji nastop. Ta nastop si lahko pogledate tudi na YouTubeu, je dostopen in kot bi rekel nekako, bom rekel, tiste svoje zadnje besede, ki jih je povedal, je govoril ravno o potrebnosti demokratičnega načina življenja. Tako da danes je bil tukaj tudi gospod, ki je tole povedal, kamniški raziskovalki, etnologinji, no, tudi to se je zgodilo, ker tle piše leta 86 v Novem trgu. Ne? Ta raziskovalka sicer raziskuje kot etnologinja petje fantov in ona je ugotovila, da pravzaprav od leta 45 pa do tistega dneva, ko je v Novem trgu pač prišlo do določene odločitve, fantje na Kamniškem niso peli, tisti dan so pa zapeli in ona je rekla, da je to na nek način začetek neke nove dobe. In da ta gospod, ki to izjavil, je rekel, da smo pa mi Franceta poslali v Ljubljano, da vrže ta režim. No, tako približno. To smo toliko malo, da hočem pokazati, kako je on v ljudeh noter, v teh malih ljudeh noter prišel in na en svoj način. Ne? Tako da Jože, že konc, ne? Ja. Torej, pridobil je zaupanje krajanov Novega trga, mene mejhne celice, družbene celice v tej mali Sloveniji, pridobil je zaupanje stavkajočih delavcev, zaradi teh izkušenj je postal voditelj in če bi vztrajal, bi najbrž postal še večji voditelj, to ne vemo, to je hipoteza. In pa postal je zastopnik ponižanja in razvrednotenega delavstva.
No, in ker imam tudi jaz mal te izkušnje s tem sindikatom Neodvisnost, lahko povem, da tisti, ki se sindikatom niste nikoli ukvarjali v teh časih, ali pa da bi slučajno bili v podjetjih po letu 1990, da bi razumeli, s čem se je France vse mogel ukvarjati in kaj je vse mogel poslušati in kaj je moral vse reševati. In tisto, kar je tudi danes gospod Terčul povedal, koliko stavk je on rešil, da ni bila stavka, da se je držal tega edinega zakona, ki še danes velja, zakon o stavkah. Jaz sem ga pač enkrat mogel zaradi drugih razlogov analizirati, in ta zakon je še danes popolnoma dober in zahteva predvsem to, da se ne stavka na eni strani, ne stavka, da se poskuša čim manj stavkati, ampak da se to zakon zahteva, da to počnejo tako stavkajoči in tako vodstvo podjetja. Zdaj, če gledamo, običajno se ta zakon zaobide. Tisto, kar me pa najbolj žalosti, je pa dediščina tega, ker je France zapustil leta 1997 sindikalistom, danes, zadnjič sva bila z dr. Humarjevo na obisku na sindikatu in lahko rečem, da tukaj se pa France lahko v grobu mal suka. Mi je žal, da se je to tako zgodilo. France je imel dober namen, predvsem pa njegov cilj delovanja sindikalnega je bil v tem, da sindikat ne more biti podrejen nobeni stranki in tisto, sam še en spomin imam, torej na eni od teh obletnic Demosa je bil France vprašan, naslednji dan je bila pa v Ljubljani stavka, stavka sindikalni pohod, tudi predsednik republike je korakal tisti dan s sindikalisti. Vlada je bila pa recimo od tiste stranke, ki ga je tisti večer povabila na ta dogodek, in je bil France vprašan, kaj meni, da se bo jutri dogajalo. In France je rekel, če imajo razlogi, potem bodo jutri gotovo korakali. In jaz to podpiram. To je rekel France. Zakaj je to rekel? Zaradi tega, ker je njegova vizija sindikalizma bila ravno v tem, da sindikati so tisti, ki zagovarjajo interese delojemalcev in da v tem smislu je to en del civilno-družbene organiziranosti. Tako da, spoštovani, jaz sem predvsem vesel, da sem imel možnost, da sem tudi danes jaz par misli spregovoril in se vam zahvaljujem za poslušanje.